Dobrodošli. Danes je z mano moderni samuraj Aleš Gerjevič in on je moj dolgoletni prijatelj, ki sem si ga že od nekdaj želel predstaviti tukaj tudi na Moderni samuraj podcastu. Pa bi začela kar z tem, ne? V varovanju si že kar precej časa, kaj ne? Hvala, Robert. Ja, kar precej časa. Seveda začel kot varnostnik, potem pa se razvijal skozi leta oziroma pridobival določene licence. V resnici si pridobil vse licence, ki jih lahko varnostnik pridobi. Glede fizičnega varovanja. Ja. Drži, ja. Pa ne samo to, ne? Tudi, kolikor jaz vem, si inštruktor streljačine. Ja, to, mislim, usposablja. Ne, trgat zeleno. V glavnem, strokovni izvajalec za usposabljanje varnostnega osebja. Samo varnostnike lahko pač usposabljam v varnem rokovanju z orožjem. Zdaj, glede na to, da imaš čisto vse licence narejene, ne, pa se mi zdi, da z filmom Bodyguard s Kevin Costnerjem, če se spomniš, ne, se je potem kar pojavilo kar nek trend, ne, da če si pa bodyguard, si pa tata mata, ne. Oziroma tako te bom vprašal, kaj je sploh potrebno za to, da je človek prvič postane bodyguard, pa kaj po tvojem mnenju tiste dodatne kvalitete, ki jih mora imeti, zato da je lahko sploh bodyguard? Ok, zdaj, če gledava čistko po zakonodaji, potrebuješ, da si psihofizično sposoben, drži. Recimo v zasebnem sektorju moraš biti oziroma ni treba biti varnostnik, moraš pridobiti NPK telesni stražar, moraš imeti vozniško B kategorije, psihofizično sem rekel, moraš biti sposoben, potem pa vozniško B sem rekel. Ja. A bomo to brisala? Ne bova. A kar ponavljam? Ne, vse bova. Kva sem še rekel, kva še moraš pol? TRO moraš imeti narejen, torej tečaj varnega rokovanja z orožjem. Okay. In to je v bistvu to, kar se zakonodaje tiče. Zdaj pa jaz mislim, da tako, ko si prej omenil ta film, da potem je kar bum to rato in vsi bi bili bodyguardi, jaz mislim, da temu ni tako, no. Da moraš predvsem kot bodyguard oziroma telesni stražar imeti neko seveda željo, da boš ta poklic opravljal, potem pa bolj to, ne vem, da imaš ta občutek predvidevanja nekih situacij, pa neko željo oziroma spet to notranjo željo imeti po nekom, da boš nekoga, ne zdaj sem fizično zavaroval, ampak dejansko, da ga boš obvaroval neke sramote ali nekih takih čist običajnih stvari. No. Aha. To je po mojem mnenju. Ja, sem izrecno po tvojem mnenju tudi povprašal. Ampak zdaj pač izpostavil si, recimo, da mora biti bodyguard, pa verjetno tudi varnostnik, če tako gledamo nasploh, fizično tudi fit, ne? Na nek način. Pač odvisno, zdaj za recepcijo ti glih ni treba biti neki blazno fit, fajn je, da si, ampak tako pri teh bolj zahtevnih zadevah je pa fajn, da si ustrezno fizično pripravljen, pa me zanima konkretno, kaj vse ti počneš, da ostajaš potem fit. Ja. Pa kaj bi ti priporočal recimo takim, ki bi šli recimo v to smer? Pa tukaj vsi, torej cel ta varnostni krog oziroma interventi, prevozniki gotovine, varnostnik, ne vem, ki samo en objekt varuje, mislim, da bi bilo dobro, priporočljivo, da so fit oziroma da so nekako fizično pripravljeni zgolj zaradi tega, ker sej ne, da boš ti neke razdalje premagoval, da boš mogel laufati kam, ampak iz tega vidika mislim, da če si ti fizično pripravljen, da lažje tudi prenašaš neke stresne situacije. Mislim, da je tukaj ta kondicioniranje, da nam pomaga tudi pri temu. No. Okay. Kaj pa ti počneš zdaj v tej fazi svojega življenja za to, da ostaneš fit?
Torej, ja, osnova so, kot vedno, nas družijo borilne veščine. Ne? Okay. Zdaj naredim kdaj še kako shadow borbo, torej mal ponovim osnovne tehnike oziroma udarce. Tečem precej, ful po naravi tek, torej ta trail tek mi je ljub. S kolesom se vozim, zdaj eno željo imam iti tudi na triatlon, tako da vse splošno, ne vem, pol se kettlebelle dvigujem, delam vaje z lastno težo, kaj še delam. Kaj recimo delaš za lastno težo? Skleci, torej pull-upi, chin-upi. Najboljši mi je sicer ne podprijem in nadprijem, ampak da tako držim štange. To je dosti na igriščih, ko so te, to mi je veliko lažje delati, pa ne vem, ali zaradi starosti, da so malo sklepi že okoreli ali kaj, nimam pojma. To delam, počepi, no. Pa še? Pa vse razno, lej. Mislim, je pa spet vse odvisno od dneva, pa od nekega notranjega unga, ko me piče, zdaj bi pa jaz tole naredil. A se mi je pičil prav? Ne, dežuje. To je sreča. Dobre, ja. Okay. Kaj pa, omenjal si borilne veščine? Ja. Iz česa izviraš, oziroma kaj si se učil, pa kaj ti je blizu v tem kontekstu, kar se tiče borilnih veščin? Ja, štarti so seveda, sem pokojnega očeta gledal, ko je bil džudžicar, kot policist. Mi je on te osnove kazal, se pravi prvo paci, to je bila tista osnova, ko mi ni bilo zakaj sam paci, da me ti tehnike uči, ampak je kasneje. No, potem sem tudi jaz začel najprej z džudžicom, pa kot vsak mladostnik, ali ne vsak mladostnik, sem hotel malo kontakta, no, tako da sem šel, takrat je še bil, ja, kickboks je bil, ampak full kontakt divizija, tam sem potem tudi dosti časa treniral, pol kasneje malo imel tudi svoje klube. Zdaj me pa spet nekako bolj vleče, ker vidim, da od tega udarjanja ni tukaj, me bolj vleče spet džudžicu oziroma te mehke veščine, ko s čim manj škode narediš red, mir, varnost. No. Aha. Tako da ja. Veš, kaj me tudi zanima? Kaj? Ti bom zdaj povedal. Vem, da ti je zelo blizu gozdovništvo. Kam paše potem to v ta celoten kontekst? Oziroma, zakaj si se tega sploh lotil? A gozdovništvo? Ja. Pa ne vem. Lej, imeli smo vikend, ko sem bil kot mulc, ali pa še prej, ne vem, sem z nonotom hodil v gost in mi je bilo tam sem najdel nek svoj mir. In pol, ne vem, odkrival, jaz sem znal z enim kolegom iz otroštva ure in ure tudi tako v naravi sedeti, pa kamne razbijati, pa gledati, kak se kjer svetlika, pa kak von ima ta kamen od mislim, take mogoče za enega otroka, ne vem, bi se mogoče starši vprašali, če je sploh pripravi. Ampak glej, narava me je pomirjala, obenem pa tudi mi je vzbujala neko strahospoštovanje. Vseeno je noter dober, redko naletiš, oziroma skoraj nikoli, recimo medved, volkovi, karkoli, ampak mi je bila vedno želja tudi to, čeprav me je strah, ampak da bi to srečal. Ampak jaz mislim, da če se malo pošaliva, da nisi ti naletel na medveda, ampak on na tebe. Ne, ful res bi ga rad videl, ali pa volka, ne, volkovi so mi še blazno bolj všeč. Ja, zakaj pa? Pa ne vem, ta njihova, kakor sem bral tudi, zdaj ne vem, Modrost volkov, se mi zdi, da je naslov knjige. Tam sem jih še bolj začutil, no, ta njihova struktura, njihovo obnašanje,
ta skrivnostnost po eni strani, da niso neki ful odprti, ampak za svoje ful poskrbijo. Se mi zdi, da so oni tudi eni varnostniki. No? Mogoče, da sem se tukaj zato z njimi začutil. A je mogoče tudi ta komponenta te, pa ne bom zdaj rekel sam socialne hierarhije, ampak ne, točno se ve, kdo je kdo v nekem tropu, pa kdo poskrbi za kaj. Ja, mogoče tudi to, ampak tudi hec v tem, da tudi starejšega, nemočnega, ne, vsi dosti je razširjeno mnenje, da zapustijo potem te, ki ne morejo več sami biti, ampak ni resnica. Ne. Oni ful poskrbijo za svoje volkove, ki niso več tako prmoči, ne, in jim nosijo jest, poskrbijo za hrano, itd. Ne. Ja, mogoče zaradi tega, da so res predani, ne gledajo samo na sebe, ampak na celotno skupnost. Oba veva, da pač poklic varnostnika oziroma nasploh v varovanju, ne, se nam dostikrat pač malo kar posmehujejo, ne, češ, ne, vi varnostniki, pa ima v bistvu nek dostikrat negativni prizvok, ki pa dostikrat, ali pa v največjih primerih sploh ni upravičen, ker ko varnostniki letimo v eno smer, vsi normalni ljudje letijo v drugo smer. Ne, torej, vsi grejo na varno, mi gremo pa proti nevarnosti, zato da pač obvarujemo, ne, tako pravimo, ljudi in premoženje. Kako ti gledaš na to? Mislim, kaj lahko tudi recimo varnostniki naredimo, da izboljšamo ta imidž v javnosti? Je svojim načinom delovanja, mislim, da. Moje mnenje. Dobro. Kako on nastopa, kako resno jemlje svojo službo oziroma poslanstvo. Ne? Ker to vseeno pri vseh teh strukturah se mi zdi, da policija, reševalci, gasilci, vojaki in varnostniki ni zgolj samo to, grem v službo. Ne? Ampak tukaj mora biti da te žene vseeno ena strast do tega, da boš nekoga zaščitil, neko premoženje zaščitil, človeka, pomagal nekom. Tako da prvo iz tega izhaja, mogoče ven, potem pa, da malo naredijo na sebi. Veš, dostikrat sem slišal, pa sem tudi se mogoče in malo priklopil v tem razmišljanju, smo naredili NPK za varnostnika, ne, in smo imeli borilne veščine, ampak tisti nas niso nič naučili. Sorry, oni so samo pokazali strokovnost nekih udarcev oziroma prijemov, katere boš lahko izvajal z ukrepi. A to nas kaj moti ali ne, da nadaljujemo? Samo bolj na glas govoriva. Halo. Halo. Opalim te malo. Ne, veš, in potem pride tam, niso me nič naučili. Ne. Oni so ti pokazali, kaj je strokovni udarec, kaj je strokovni prijem, kaj je strokovni med. Drži? Ja. In zdaj, koliko blazno je pričakovati, da boš ti naredil NPK in da so te oni vse te tehnike do perfekcije naučili. Ja, neumno, ne? In pol se pritožujejo. Ti moraš nekaj narediti, da boš ti lahko strokovno izvedel ta udarec. Torej, ne vem, oni so ti sam pokazali, kaj je tisto strokovno, zdaj boš pa ti mogel nekaj se zrihtati. Pa trenirati, pa se iskati. Evo, je bil podcastus interruptus, zdaj bomo pa nadaljevali, ker se tu folka nabralo. Veš, kaj sem te mislil vprašati, ne? Kaj naredi dobrega varnostnika, tako? Čez globalno gledano, kaj bi ti rekel, poleg seveda pač poznavanje stroke? Po moje je to, da je pripravljen pomagati, da je kulturen, prijazen, da ni tukaj kazanja mišic, ampak predvsem to, da izhaja iz te neke, dosti uporablja to empatijo, no? Pa biti tam kot nek usmerjevalc, ne pa kot nek unpacač. Ja. Da bo rastel. Ali pa specialc na vidica. Ja, tisti ni. Dobro, jaz mislim, da za prvo rundo sva kar dobro zrihtala zadeve, tako da se priporočam, da tudi kdaj v gozdu kaj posnamemo.
kjer boš pokazal kako gozdovniško veščino, da ne samo urbani, moderni samuraji, ampak tudi, da bo znala, oziroma da bodo ljudje znali tudi kaj v naravi narediti. Tako da, Aleš, najlepša ti hvala. Hvala tebi, Robert. Z veseljem. Ja, kaj je zdaj, moram iti stran? Še nekaj. 10 počepov. Ne. Aleš ima svoj YouTube kanal. Ja. In toplo priporočam, da greste obiskati njegov YouTube kanal, ki se pa imenuje. Nimam pojma. No, v glavnem. Mislim, da podaješ Geri več, ampak nisem tako aktiven več gor. Dobro. Mogoče bil. Bom jaz od spodaj še pripopal njegov kanal, torej link do kanala, drugače pa vtipkate v YouTube Aleš Gerjevič in to bo to. Najlepša hvala. Hvala tebi še enkrat. Pa še druga runda zagotovljena. Čau. Ajde.